Velikokrat se AI oziroma umetna inteligenca, ChatGPT, Claude ali karkoli, Gemini, karkoli drugega, uporablja za pisanje vsebin in je prepričanje, da pač je umetna inteligenca samo za pisanje vsebin, pa ni čisto tako. Seveda, lahko ti tudi tam pomaga. Jaz sicer ne priporočam, da piše namesto tebe, ker se potem izgubi tvoj brand, tvoj glas, tvoja osebnost in tako naprej in postaneš v bistvu samo še eden, recimo v množici, vse postane zelo generično in tako naprej. Ampak definitivno pa ti lahko pomaga pri različnih nalogah. In ena izmed nalog, ki pri meni pomaga AI, je tudi pri email marketingu oziroma je moj v bistvu email copilot. In v tem videu ti bom pokazala 7 različnih načinov, kako mi pri tem pomaga, da mogoče dobiš kakšno idejo, ki ti bo osvobodila več časa, ali pa mogoče tudi kakšna naloga, da bo opravljena, za katero veš, da bi bilo fajn, da je narejena, pa mogoče si nikoli ne vzameš časa, ker pač ni pravega časa, ni prioriteta, veš pa, da bi bilo zelo fajn, da je narejena. Pa gremo kar pogledat, kaj so v bistvu teh 7 elementov, ki jih nosi, ali pa naloge, ki jih ima moj tale asistent za email marketing. Prva je, da je optimizator aktualne kampanje. To pomeni, da če je na sporedu neka aktualna kampanja, se pravi, to pomeni, da se pošilja torej v določenem obdobju, torej da pošljem več mailov, v bistvu mi tukaj poskusi optimizirati to kampanjo. Kaj to pomeni zelo konkretno? Na primer, da imamo 14-dnevno kampanjo, kjer se na vsak drug dan recimo pošlje en mail. In seveda, zdaj lahko bi seveda napisali vse maile, jih nastavili in potem prepustili, da se pač to izvede, da se pošlje in je to in potem analiziramo. Lahko pa seveda raje spremljamo maile, kaj se dogaja, kateri se odpirajo, na katere klikajo, na katere ne, in jih sproti, tudi če že imamo pripravljene maile, jih potem lahko optimiziramo. In ravno tukaj mi priskoči na pomoč AI, ki mi potem vsak dan recimo pogleda, kaj se dogaja z kampanjo, koliko je ljudi odprlo, koliko jih je kliknilo, in s tem lahko takoj vidiva oziroma lahko mi da te podatke, zaradi tega, da jaz potem lahko sprejmem bolj informirane odločitve za naslednji mail. In seveda rezultati so običajno potem veliko tudi boljši. Drugi potem pomočnik oziroma druga naloga, pri kateri mi pomaga, je optimizacija avtomatiziranih kampanj oziroma avtomatiziranih sekvenc. To pomeni, to so v bistvu sekvence, ki so že v email marketing orodju in so avtomatizirane, sprožijo pa se na določeno aktivnost. Primer, če se nekdo pridruži moji mailing listi prvič, se sproži recimo sekvenca dobrodošlice. Če se pridruži na nek določen brezplačnik, se sproži tista sekvenca dobrodošlice. In seveda, lahko napišemo najboljšo sekvenco, enako kot pri kampanji prej, in potem prepustimo in ne vemo, kje nam toči, kjer bi lahko kaj izboljšalo, lahko pa seveda to kampanjo potem optimiziramo. In optimiziramo običajno ni najboljše, da jo tako, da v bistvu ugibamo, kateri mail ne dela, katerega maila mogoče sploh ne odpirajo, ker ni dovolj privlačen naslov maila ali kaj takšnega. Ampak, če imamo te točne podatke, lahko točno vidimo, pri kateri mail bi se dalo optimizirati, mogoče narediti kakšno AB testiranje, zato da vidimo, kaj bi v bistvu prineslo boljše rezultate. Ker moje prepričanje je, da če delaš nekaj, kar verjameš in delaš zato, ker to izboljšuje ali pa rešuje problem tvojih idealnih strank, potem seveda želiš, da to vsebine tudi konzumirajo. Če gre za kakšno zavajanje, potem seveda ne, ampak privzamemo, da seveda so dobri nameni oziroma da so to neke stvari, ki prinašajo tudi za stranke oziroma za potencialne stranke oziroma naročnike na novice neke koristne informacije. In torej, ko imamo, pri tem mi torej AI pomaga spet podobno kot prej, da mi pridobi te informacije. Seveda, lahko bi jaz seveda šla, poklikala, in videla sama te številke, koliko mailov je pri vsakem odprtih, koliko ne, ampak to lahko seveda, sploh če imaš več takšnih avtomatskih sekvenc, lahko vzame ogromno časa. In
pač energije, mogoče tudi to je ena izmed tistih nalog, ki jaz pogosto vidim, da jo podjetniki pa podjetnice zanemarjajo ali pa rečejo, saj že bom, zaradi tega, ker pač se jim ne zdi prioriteta. V resnici pa, če optimiziramo svoje kampanje, svoje sekvence, imamo lahko potem seveda več strank, veliko boljše potem delujejo na avtopilotu, zato je definitivno fajn, da jih optimiziramo. Ampak ponavadi, nam velikokrat vidim, da jim je v bistvu odveč, da bi šli gledat te številke, ali pa mogoče vidijo številke, pa niti ne vejo čisto točno, kaj pomenijo. Tukaj torej je AI lahko super pomočnik, ki na eni strani ti da zbere vse te številke in potrebne podatke na en kup, mogoče doda tudi kakšna opozorila, kje bi bilo fajn malo več pozornosti ali pa kateri mail bi bilo optimizirati, lahko ti da tudi kakšne predloge, kaj bi bilo. Zdaj, včasih so zelo neumni predlogi, včasih je pa kakšna dobra ideja in se mogoče splača tudi pretestirati. Tako da to je v bistvu druga naloga, ki jo ima tale moj email marketing copilot. Tretja je potem generator naslovov. In sicer gre za to, ne da dela naslove iz nule, ampak da mu jaz v bistvu dam en naslov in da mi potem iz tega recimo naredi različne variante. Z namenom, da bo čim višja odpiralna stopnja tega maila. In kot že prej rečeno, včasih dobiš kakšne zelo neumne ideje, včasih pa dobiš kakšno idejo, ki se jo ali uporabiš lahko direktno, ali pa jo v bistvu je kakšna ideja, ki jo pač malo še potem dodelaš in potem deluje. Torej, dam svoje vhodne podatke in potem dobim kakšne dodatne ideje. Potem četrti je generator PS sporočil, torej v mailu, ko ga napišemo, je lahko velikokrat potem na koncu PS, pa še nekaj napisano. To je v resnici v email marketingu eno izmed najbolj pogosto prebranih vsebin. Veliko ljudi skrola dol in prebere samo PS, kot nek povzetek ali kar je klic k akciji, in tukaj seveda ga lahko zelo tudi mi kot podjetniki pa podjetnice maksimalno izkoristimo. Tako da mi tukaj spet podobno kot pri naslovih, dam idejo in potem dobim ven kakšne ideje, kaj bi lahko bil PS sporočil. Torej, generira jih več. Potem peti je načrtovalec email kampanj, ne da piše email kampanje, ampak da mi pomaga recimo načrtovati kakšno kampanjo. Tega priznam, da uporabljam jaz osebno bolj redko. Za marsikatere stranke pa je zelo koristen, zaradi tega, ker pač mi je bolj naravno oziroma mi je že to toliko domače, koliko mailov želim poslati in tako naprej, katere maile. Definitivno pa ga včasih uporabim za to, da preverim, če sem mogoče še kaj pozabila. Torej, lahko se vnese ali napiše, kaj je v bistvu načrtovana kampanja, kaj v bistvu želimo, in se potem napiše, koliko dni, koliko mailov in kateri maili približno okvirno načrt. Šesti je potem knjižnica idej. To je blazno koristno, zato da lahko potem uporabimo v bistvu tiste stvari, ki so že nekoč delovale. Naprimer, tukaj v bistvu je naloga AI, da beleži, kateri v bistvu recimo naslovi imajo visoko odpiralno stopnjo in v bistvu naredi potem knjižnico vseh teh naslovov, včasih tudi PS-ev, skratka pač karkoli. Pri meni predvsem so mi pomembni naslovi in da imam v bistvu knjižnico teh naslovov, ki se pogosto odpirajo, ker velikokrat iz tega lahko potem vidiš rdečo nit, kaj se odpira, ali pa lahko kateri naslov mičkeno preoblikuješ, prilagodiš in ga ponovno uporabiš. Pa včasih tudi, ko nimaš kakšne ideje, je fajn, da pogledaš v to knjižnico, jih vidiš in dobiš mogoče kakšno inspiracijo in tako naprej. In pa sedma naloga, verjetno tudi ena izmed mojih zelo ljubih, je pa nalaganje in pa urnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu jaz običajno vse maile pišem v Googlovem dokumentu, torej navaden Googlov dokument, in seveda potem je to potrebno prenesti v samo email marketing orodje, pri čemer mi seveda lahko pomaga, lahko bi jo skopirala pa prenašala, ampak če je tega mogoče več,
Je pa veliko lažje, če za to poskrbi umetna inteligenca, ker pač dobesedno samo lahko kopirajo, prenašajo vsebine, uredijo mail, da bo v bistvu čim bolj pregleden in tako naprej. Potem pa v bistvu ga jaz samo pregledam in pač potrdim, da se lahko ali pošlje ali pa nastavi, kdaj se pošlje. In to so sicer na prvi pogled lahko male naloge, ampak ko jih pa seštevamo, pa definitivno nanese veliko časa. Predvsem pa je tukaj meni zelo pomembno, da so v bistvu to naloge, ki niso nekaj, kar jaz ful uživam v tem, ampak so mi bolj, pač mi je fajn, da naredi nekdo ali nekaj namesto mene in mi s tem prihrani tudi ogromno energije. Če te zanima slučajno, kako si narediti svojo AI ekipo, ker tale email Copilot je samo eden izmed delčkov tega večjega sistema, pa lahko spodaj pogledaš v opisu tega videa oziroma pod tem videom pustila več informacij. Uživaj in uspešno še naprej. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.